Torej, gremo na osnutek srečanja društva za 191. Zoom. Danes je 1. februar 2025. Dobrodošli in če gremo naprej, imamo 6 točk v današnjem programu. Upam, da ste dobili elektronsko pošto. Marsikdo mi reče, ja, gospod Mihael, ne dobimo več obvestil, pa kličejo predsednico, pa kličejo predsednika nadzornega sveta, pa marsikdo tudi poreče. In vidim jaz tudi po odzivu, da so ponovno nekaj blokirali, nekaj naredili. Zato sem pošiljal po 2 pasusa. Ampak ok, gremo v naši 6 točk. Če ste dobili program, super, če ne bomo zdaj samo na kratko šli skozi. Torej, to je uvod v srečanje in pismo našega člana, ki pride po tej predstavitvi, ki nam je dal feedback na zakon. Predstavitev, zatem bo predstavitev zakona, ki smo ga v društvu pripravili za našo zaščito in zaščito drugih državljanov. Skratka vseh, ampak primarno za zaščito naših članov. Vas, tebe in mene. Zatem pride pričevanje Eveljane Belis in pa nocoj izobraževalni segment, projekcija filma, poziv k ukrepanju in še na koncu podpora. Projekcija filma, da se resnica lahko prireja. To bo zelo zanimivo. No, če pogledamo pod prvo točko, uvod v srečanje, glejte, kaj je cilj našega srečanja in naših srečanj? Je ukrepiti skupnostne vezi in deliti pomembne teme, ki so bistvenega pomena za sodelovanje in rast članov društva Belis. In to je priložnost za razpravo o prihodnji poti, o naši skupni viziji in kritičnih finančni podpori, ki jo potrebujemo za uspeh in za to delo. In kontekst za finančno podporo. Današnje srečanje še posebej poudarja nujno potrebo za prispevke, ker mi imamo konstantne stroške. Glede na globalni kontekst izvajamo prošnjo za finančno podporo, da društvo lahko nadaljuje svoje poslanstvo. Širjenje upanja in aktivizma za izpopolnjujoče življenje v skupnosti. In pa kaj to pomeni, če daste takšno podporo za društvo? To pomeni sodelovanje vseh članov. Človek se tudi potem počuti bolj vključenega, bolj odgovornega, ga zanima, kaj se dogaja. In to nas povezuje, ta energija nas poveže. Aktivno sodelovanje vsakega člana zato ključnega pomena. Vključenost pa ne vpliva le neposredno na obstoj naših pobud, temveč tudi spodbuja občutek pripadnosti in namena in pozitivnih sprememb v naši družbi. Vloga strahu v družbi, to je to, kar sem jaz imel zdajle v uvodu. Glejte, državno spodbujanje strahu je največje marketinško orodje. O tem smo danes govorili v tem uvodu. In namesto, da bi podlegli strahu, se naša strategija osredotoča na ponujanje upanja in drugačne pripovedi, ki zagovarjajo pozitivnost in opolnomočenje. In ta premik je ključnega pomena za izgradnjo odporne in proaktivne skupnosti. Kaj beseda proaktivno pomeni? Da predvidevamo vnaprej, kaj se bo zgodilo, če se nekaj zgodi. Kako se moramo braniti, kako pripraviti, zato ker država pripravlja, potem pa samo udari. In to so tako imenovani alternativni pristopi. Društvo Belis zagotavlja upanje. Strah pogosto manipulira z različnimi subjekti, z mediji in tako naprej. O tem smo govorili. In pa še vpliv strahu na podporo. Glejte, imamo več vrst strahu. Odprti strah, to je bil COVID strah, ko je bilo vse javno po televizijah, kako bomo umrli, ker je virus prišel, kaj vse moramo se zaprti, pa maske gor, pa ne kaj vse, vsi vse vemo. Obstaja pa tudi prikriti, zakriti strah, to je pa zdaj obrnjena slika, kjer je vse na videz lepo. V resnici pa vsakega posebej država stiska, s čem? Na podlagi osebnih podatkov, z raznimi pismi, globami, vdori v račun, kraja osebnih sredstev, da ne govorim, grožnje z zaporom, sklici policije in tako naprej.
razni inšpektori, sodišča ne odgovarjajo, skratka, dogaja se. In tukaj mi delamo proaktivno. Naslednja stvar, ki je pregled današnjega sestanka in sicer povzetek zadnjega srečanja, kjer smo sprejeli ključne odločitve. 190. srečanje je dejansko privedlo do ključnih resolucij, odločitev, ki so se osredotočile na krepitev vezi v naši beli skupnosti. Gre za naše, dobro poslušajte, zavezanost zagovorništvu. Zavezani smo, da odkrijemo tiste stvari, ki nam jih država zamolči. Odkrijemo tiste stvari, ki dejansko so v zakonu, pa jih država zamolči, noče slišati, noče prebrati. Tudi če mu napišeš, spregleda in igra svojo igro naprej, ker so uradniki tako naučeni. In zdaj v tem trenutku bi se rad zahvalil posebej naši Teji, srčna hvala. Dostop do zapisnika imate na naslovu, ki je tudi tukaj označen gor. In člani ste prejšnji teden, hvala lepa, sodelovali v smiselnih razpravah, pri katerih ste poudarili potrebo po večjem dosegu in sodelovanju, hkrati pa obravnavali izzive in poslušali, kaj smo v društvu povedali. S tem se soočamo pri naših vsakodnevnih vrednotah, vedno bolj v tem našem digitalnem okolju, ki ga pravzaprav niti več ne zaznamo, ker smo se ga tako navadili. Pač tako je, človek se več ne sprašuje, ampak ko pride situacija, takrat občutiš. Torej, Teja, hvala za čudovit zapisnik in sedaj pride trenutek, ko vas vprašam. Ko ste dobili elektronsko sporočilo, ste verjetno pogledali tudi zapisnik iz prejšnje seje, ali ima kdo na zapisnik kakšno pripombo ali ne, naj pove sedaj, tudi tukaj. Dobrodošli še vsi, ki ste prišli zdajle. Ima kdo kakšno pripombo na zapisnik? Tukaj ne, v redu. Na Zoomu tudi ne. Hvala lepa. Torej, ugotavljam, da je zapisnik enoglasno sprejet brez pripomb. Tudi ta zapisnik bo šel v naš dolgoročni arhiv. In imam za vas vprašanje, oziroma to, da bi za lansko leto 2024 morda za letno poročilo dali skupaj od januarja pa do decembra skupaj zapisnike, pa da vidimo sploh, kaj smo ustvarili samo skozi zapisnike. O vabilih ne govorim, samo zapisnike. Poleg drugih stvari, če se komu zdi to dobra ideja, da damo skupaj enoletne zapisnike, naj pove sedaj, da jih zberemo in da imamo to na enem kupu. Se vam zdi dobra ideja? Ja ali ne? Je v redu, ne? Da vidimo, kaj smo počeli vsak teden. Prav? Tukaj so zelo poudarili, da ja. In če gremo zdaj naprej, razmislek o razpravi o digitalni varnosti. Digitalna varnost, gledajte, pomen digitalne zasebnosti je danes ključnega pomena. Zato, ker jaz vam bom povedal samo na kratko en primer. Ko so mi odtujili mobitel in sem pač rabil te par let nazaj, sem šel na Telekom najprej prijaviti, pa seveda odjaviti, pa prijaviti telefon, pa sem mogel takoj novega vzeti na obroke. In ker sem pač malo že v letih za tisto mlado prodajalko, me je vprašala, če si jaz to znam sam, sem rekel, da pač ne znam, naj mi pomaga. In sem opazoval, kaj je delala. No, in ona ob prijavi, ob vklopu telefona, se pravi, ga je zaktivirala, a veste, prav zaktivirala ga je na geslo Telekoma. To se pravi, prvi e-mail, ko ti telefon odpreš, je potem lastnik vseh tvojih podatkov Telekom. Ker če vi kupite telefon, pa ste se prvi prijavili, date vedno svoj elektronski naslov, šele pol Gmail rihtate in tako. Ampak prvi naslov, ki je zgornja domena in tisti človek, tista organizacija, lastnik tistega e-maila ima potem vpogled
vse vaše življenje. Skozi kamere, skozi podatke, ne? In ona je meni naredila to. Rekla pa mi je sledeče, veste, zdaj pa smo naredili prijavo, dala mi je vedeti, ne? Ampak e-maile pa vse ostali podatki se vam ne bodo več prikazali na tem telefonu. Pa sem jaz rekel, kako se imel backup pa spravljen, ne? Ker jaz vem, če se bi z mojim mailom prijavil, počakam 2 uri in se telefon v bistvu se resetira, se postavi nazaj, ne? Jaz se potem samo na novo z gesli prijavim. Telefon se pa postavi avtomatsko nazaj, ker je v oblaku digitalni dvojček vseh teh podatkov. In medtem, ko sem šel na policijo prijaviti, so me tam pustili čakati 3 ure. In sem čakal, tam sem sedel 3 ure in v tistih 3 urah seveda sem resetiral telefon, sem dal svoj mail pa tako naprej, zato ker te stvari obvladam in vem. In preden sem prišel v pisarno, ko sem tam prijavil seveda odtujitev telefona, je bil moj telefon 1-1. Hočem vam reči, digitalni podatki. Če nimate kontrole nad tem, ste izgubili vaše življenje. Nekdo drug kontrolira vaše življenje. Naj vam ta moj primer bo za vzor. Ko kupite avto, če vi nimate v avtu pregleda nad podatki, če nimate pregleda nad podatki, ko televizor kupite, kdo vas posluša skozi daljenc, ker je tukaj mikrofonček gor, ne? Non-stop vas poslušajo, če imate, RTV, ne? Kdo vas posluša pri mobitelu, če nimate možnosti izključiti stvari? In proti temu se borimo. To je razmislek o razpravi o digitalni varnosti, ki smo ga prejšnji teden povedali. In ključni izvlečki iz prispevkov članov, veste, v pogledi članov so poudarili nujno potrebo po izobraževalnih virih o digitalni varnosti, ki zagotavljajo, da lahko vsak posameznik zaščiti sebe, svoje podatke, svojo družino v tem današnjem kompleksnem okolju, kjer so podatki vsi povezani. Govorimo o povezanih osebnih podatkih. Ti daš z zadnjim ZUP-om, ki ga je naredil minister, kaj je naredil? Ko ti daš eni ustanovi podatek in podpis, državna uprava sklepa, da je ta podpis zdaj za vse državne ustanove in s tabo delajo, kar hočejo. Ne, ni tako. Za vsak podpis se rabi konsens, se potrebuje dovoljenje. Če želite, vam preberem 39. člen ustave. Glejte, oziroma 38. sem malo. Ja, varstvo osebnih podatkov, še enkrat, da vam bo sedlo. Zagotovljeno je varstvo osebnih podatkov. Pika. Prepovedana je uporaba osebnih podatkov v nasprotju z namenom njihovega zbiranja. Pika. Ne bom dalje bral. Kaj pa je namen zbiranja? Če vpišeš otroka v šolo, so podatki dani samo za vpis. Šola si ne more dovolj, da zdaj podatke, ko otroka vpišeš, pošle policiji, sodišču, ministrstvu za šolstvo, zdravstvenemu domu, socialni službi, center za socialno delo. Pa Bog ve, komu še vse. Brez vašega privoljenja grejo kar leti povsod. In potem vi dobite pismo in se čudite, odkot vejo, da je vaš otrok v šoli, pa kako mu je ime, pa koliko je star. Zato, ker šola to počne. Zdaj si pa vi zamislite, da ste v službi. In vaša firma pošlje vaše podatke, ne vem kam vse. Na davčni urad, banki, sodišču, da ne naštevam. In potem si zamislite, da greste na banko, odprete račun in mislite, da je zaseben, potem pa banka IPES pošle na FURS, potem pošle Ministrstvo za finance, potem ne vem, komu še vse pošiljajo vaše račune in vi sploh niste več lastnik. Ko enkrat razumete, kaj je osebni podatek in kaj lahko s tem naredijo, boste razumeli tudi to, kar počnemo sedaj od tega trenutka naprej, oziroma od našega
190. jubilejnega srečanja. In še enkrat, Viktoriji in Borutu srčna hvala, ker sta za jubilejno 190. srečanje tukaj prinesla, bom rekel, nek dober vin, da smo nazdravili, zato ker imate toliko stvari, kot ste videli zadnji že 76 ali celo več dopisov, samo za eno stvar. Smo pisali že na Ustavno sodišče, pa se norca dela iz tega. Pol veste, v kakšni zanimivi državi živimo. Razmislek je to torej o razpravi o digitalni varnosti, o čem bomo nocoj še govorili. Tretja stvar, predstavitev zakona EZVDZ, zakona o varstvu digitalne zasebnosti. Digitalne zasebnosti. To sem ravno kar prebral. Zakon o varstvu digitalne zasebnosti je krajše ime. Daljše ime je pa zakon o varstvu osebnih podatkov v povezanih storitvah. Zdaj sem vam govoril o povezanih storitvah, ko ti otroka v šolo pišeš, so vsi povezani, pa ne smejo biti. Ali pa greš v službo in potem, glih včeraj sem imel en problem, človek je poštar, ustavila ga je policija, bil je v službi, imel je poštni avto, policija ga je ustavila in kaj je pošta naredila? Pošta je njega prijavila kot zaposlenega, da mora on kazen plačati. On je bil pa v službi. In je pošta podatke posredovala, ker je lastnik avta pošta, brez njegove vednosti podatke zaposlenega poslala policiji, policija pa njemu kazen. Da boste razumeli, zakaj gre. In s tem se ukvarjamo. In direktorica pošte Maribor reče, ja, se to je pa vse v redu, se to mi pa tako delamo. Ljudje božji, ne veste, kje živite. Jaz vam samo povem. Ok, gremo potem pogledati naprej. To se pravi, naredili bomo uvod v zakon EZVDZ. Je fajn ime, povedali bomo nekaj o ciljih zakona, o posledicah digitalne zasebnosti. Gospod si še zdaj dopisuje in s policijo, in s Fursom. Naenkrat se mu je 5 ustanov usedlo, zato ker imajo zdaj vsi podatke, ker jih je direktorica njegove zaposlenega. On jih je dal samo za firmo za zaposlitev, ona pa kar širi te podatke policiji, pa Fursu, pa Dursu, pa vem kam vse. Pa poštna direktorica, ki ve, kaj je osebni podatek, ima vse naslove nas Slovencev, ne? Smešno, ampak ni smešno, veste. Potem si bomo pogledali širši kontekst in družbeni vpliv, pomembnost za društvo Belis, potem povezavo s pravicami društvenih poslancev in akterjev. Povabim vas, kogar zanima, da bi sodeloval v tem projektu, dobrodošli. Javite se, pokličite, pišite, za vse bo dela dost. A veste koliko? Bomo nocoj še videli, zakaj. Potem bo v točki 4 pričevanje Iveljane Belis, po tem mojem, bom rekel, po tej predstavitvi in seveda upam, da boste zadovoljni s predstavitvijo. Iveljana bo pa povedala svojo, bom rekel, življenjsko osebno izkušnjo z vpogledi z naslovom Moje novo rojstvo v duhu in resnici. Ko človek v duši spozna, kaj se dogaja, lahko tudi v resnici nekaj naredi. In to je to, kar mi počnemo. Gre za transformativne trenutke. Ko človek spozna, se v trenutku spremeni ali pa transformira. To je druga beseda za spremembo. Ok, pomen osebnih zgodb, gledajte, vpliv na ozaveščenost skupnosti. Vsak član, ki prinese osebno zgodbo, vsak član, ki pove svojo težavo, ki jo skušamo skupaj rešiti, gre za spodbujanje, za sodelovanje, kolikokrat Viktorija tu krasne stvari pove, kolikokrat pridejo ljudje sem, se usedemo in povejo zgodbo. Pa mi je žal, da tega ne morem posneti in vam predvajati, ker so zgodbe za zjokati. Hkrati pa z našim delom pridejo tudi zgodbe sreče, veselja, upanja, ker jih uspešno rešimo. Ne vedno, večino pa ja, zaradi vztrajnosti in zavedanja in pravilnih potez.
To ima Iviljana izredno moč. In potem bomo imeli pa še čist za konec izobraževalni segment projekcijo filma. Ta projekcija filma z naslovom Resnico je mogoče prilagoditi. Izjemno dober film nocoj, z bogato vsebino, ki jo bomo lahko aplicirali na A in na B. Torej, resnico je mogoče prilagoditi. Glejte, film nam bo odprl kritična vprašanja o resničnosti, manipulaciji, o iskanju resnice, ter bo vse nas pozival, da globoko v sebi razmislimo o tem, kaj sprejemamo, kako sprejemamo, kot dejstvo v hitro spreminjajočem se svetu. Imejte pred očmi, da smo leta 2025 in imejte pred očmi, da je film bil posnet 2007 in boste videli potem, kaj se je vmes spremenilo. Teme, ki jih film raziskuje, pa so strah, opolnomočenje, iskanje znanja, poudarjajo pomen odpornosti in kritičnega razmišljanja o današnjih zapletenih družbenih vprašanjih. Najhujše vprašanje je vprašanje laži, vprašanje ponaredkov in skrivanja in prikrivanja resnice, ki človeka na koncu tako zlomi, da če ne gre iz tega, ali umre, ali propade, ali pa ga ubijajo. In vse te elemente, ki sem jih zdaj naštel, so v filmu seveda dobra pokazane. Razpravo o tej filmski projekciji imejte sami, s tem, ko boste razmišljali. Upam, da se vam bo kaj lepega in dobrega odprlo, da boste pridobili kakšno lepo izkušnjo. Gre za osebno razmišljanje, osebno poglobitev. Film bomo potem dali tudi na Rumble, tako da če boste želeli, si ga boste lahko tudi kasneje pogledali, če bo za vas danes ali prepozno, ali pa iz kakšnega drugega razloga ne boste mogli tega videti. Verjamem pa, da gre za globoko ozaveščanje naše skupnosti, da boste videli, da so se stvari že 20 let, recimo 20 let nazaj in še prej, dogajale, vendar v prikriti obliki, danes pa že kar v odkriti. In tak film danes razumemo, takrat smo ga gledali pa kot neko science fikcijo, kot neko znanstveno fantastično. Zdaj pa še poziv k ukrepanju in podpora, čist na koncu našega pisma, ki ste ga dobili, ki zdaj opisujemo to, kar smo vam danes poslali, je pomen stalne podpore, spodbujamo vas, da nam pomagate, ker imamo stalne stvari tukaj. Vsak mesec prihajajo računi, vsak mesec se treba poravnati, včasih ni, včasih si pomagamo na nekdo. Ampak gledajte, če je malo, vsak mesec, vsak malo nekaj da, a veste, gledajte, se vam nikjer nič ne poznate, pa ogromno lahko naredimo za skupnost. In pa spodbujanje donacij ali pa prispevkov članov. Tako da srčna hvala za vsem tistim, ki imate srce in čutite in veste in to počnete. Spodbujamo pa tiste, ki bi lahko, pa ne. Če že prejmete informacijo, dobre stvari, ki jih delamo, dajmo si stati ob strani, da se energija izmenja. Vizija za prihodnost, premik k neustrašni družbi, je premik brez strahu. Skupaj ustvarjamo spremembe in skupaj jih bomo ustvarili pod našimi pogoji. Ampak samo z vami, brez vas tega ne bo šlo. Zaenkrat hvala.